Prvi govorec v tem drugem sklopu je gospod Luka Ivanič, po osnovni izobrazbi sicer pravnik, vodja službe za sistem okolja in prostora na Ministrstvu za okolje in prostor ter nosilec priprave trojčka nove zakonodaje. Zdaj, glede na njegova leta bi mu težko rekli, da je recimo temu oče trojčkov, ampak je zagotovo sodeloval pri spočetju in pa seveda tudi pri vzgoji. Gospod Ivanič, izvolite. Ta kompliment, malo sem skeptičen, če drži, ampak ok, hvala vseeno. Ja, spoštovane udeleženke in udeleženci, lepo pozdravljeni. Moram reči, da imam kar precejšno tremo danes na tem dogodku, kar je nekoliko nenavadno. Kot je že uvodoma povedala ministrica, smo v sklopu, zdaj lahko rečem že implementacije te zakonodaje, izvedli, mislim, tam že nekje 15-16 celodnevnih posvetov, tudi širom države, v regijski obliki, na katerih smo predstavljali to zakonodajo, skratka na podlagi te kilometrine, bi mogel biti že kar utečen, ampak kot rečeno, danes imam tremo, prepisal bi jo pravzaprav trem dejavnikom. Eno je, da je tole zelo eminenten auditorij, drugo je seveda to, da, to boste potrdili tisti, ki me poznate, sem zelo gostobeseden in dolgovezen, zdaj imam pa 15 minut odmerjenih za to, da povem svoje. Tretje je pa seveda tudi dejstvo, da zdaj, ko sem poslušal vse predhodnike, ugotavljam, da so povedali že veliko večino tistega, kar sem tudi sam tukaj zapisal pa želel povedati, ampak dobro, to ne pomeni, da smo plonkali drug od drugega, ampak mogoče tudi to, da so pa ta sporočila potem toliko bolj na mestu in prava. Drugo priznanje, ki ga pa imam, je pa to, da ko sva skupaj z Barbaro Radovan, generalno direktorico Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, pripravljala ta prispevek, sem imela eno majhno zadrego. Ta sklop se namreč imenuje Doseženi premiki in naslov tega predavanja je pa seveda nova prostorska in gradbena zakonodaja. Osebno seveda si dovolim oceno, da je nekoliko pretenciozno govoriti o novi zakonodaji, ki se še pravzaprav izvajati ni začela, kot že o doseženem premiku, sploh če gledamo na zakone strogo utilitaristično, se pravi, da so to neka orodja, katerih uspeh lahko vrednotimo samo po tem, kako se dejansko izvajajo. Če pa na zakone, na splošno zdaj govorim, pa tudi seveda na ta zakonodajni paket gledamo širše, se pravi kot na nekakšen izraz spoznanj družbe o stanju na določenem področju in kot na oblikovan in formaliziran konsens o hotenjih te družbe in ciljih ter načinu, kako bo do teh ciljev prišla, oziroma niti ne kako jih bo dosegla, temveč dosegala, ker gre za kontinuirano dejavnost, je pa morda taka oznaka že vseeno relativno zaslužena, namreč ta, da gre za nek dosežen premik. Med pripravo te zakonodaje se je namreč začelo o urejanju prostora in graditvi objektov ponovno govoriti kot o nekem celovitem in kompleksnem področju, katerega pomen za delovanje družbe terja drugačen pristop od dosedanjega. Tukaj si dovoljujem oceno in tudi predgovorniki so jo na nek način podali, da je bilo urejanje prostora v času samostojne države pravzaprav predmet kar precejšnje regresije. Mogoče je šlo tudi na nek način za neko tako simbolno prekinitev s prejšnjim družbenim, političnim in gospodarskim sistemom, kjer je urejanje prostora kot pravzaprav del tega tako imenovanega družbenega planiranja imelo neko bistveno bolj centralno vlogo. Zdaj, tekom zadnjih let ali pa desetletij smo pa to urejanje prostora pravzaprav začeli načeti najprej s prostorskim načrtovanjem, se pravi zgolj in samo prostorskim načrtovanjem. To smo pa začeli tudi vedno bolj načeti, predvsem s tem, da država skozi neke svoje državne prostorske načrte pač umešča neko infrastrukturo, občine pa na ta način bolj ali manj spreminjajo namensko rabo zemljišč, vemo, da iz kmetijskih praviloma v stavbna in ne seveda drugače. Pravzaprav je, no, pa še seveda zraven gre pa omen dejstvo, da se je pa sama graditev objektov pa ravno tako, se pravi proces projektiranja in dovoljevanja razumelo predvsem kot neko birokratsko opravilo, samo po sebi administrativno oviro, ne pa tudi kot eno od sredstev doseganja teh ciljev. Rezultat takšnega pristopa je pravzaprav dokaj odsotno strateško upravljanje s prostorom in kot je že prej tudi mislim, da predsednik državnega zbora lepo povedal, ta naš prostor je izrazito omejen, ne samo zato, ker smo ozemeljsko majhna država, tudi naša geografija pravzaprav marsičem pogojuje to, kako s tem prostorom ravnamo. Smo po eni strani izjemno bogati v smislu virov z gozdovi, vodami, po drugi strani smo majčken v primanjkljaju glede recimo na relativno malo tega ravninskega sveta, kjer se da kmetovati, umeščati svojo infrastrukturo in naša naselja. In zato je pravzaprav na nek način odsotnost takega strateškega upravljanja precej neodgovorna in nenavadna, no, bom tako rekel. Ta odsotnost se pravzaprav odraža v čisto vsakodnevnih težavah pri načrtovanju in dovoljevanju posegov v prostor. Usklajevanje naših razvojnih ciljev in varstvenih interesov,
tako države kot družbe, poteka na zelo izvedbeni ravni. Se pravi, tam, kjer bi se odločitve mogle samo še izvajati, mi pravzaprav šele premlevamo zadeve, jih temeljno presprašujemo, ali sploh in kako. Vidna nadalje ta odsotnost strateškega upravljanja ni samo v delovanju države in njenih institucij, ampak tudi v odnosu prebivalstva, ki je po eni strani ga odlikuje, tako bi rekel, zelo visoka zavest o ohranjanju narave, varovanja okolja, želja po prehranski samozadostnosti, želja po varnem življenjskem okolju, želja po lastnem domu, kot je bilo tudi že rečeno. Po drugi strani pa smo, kot je omenil predhodnik, priča pojavom črnograditeljstva, priča pojavom pravzaprav nekega dobičkarstva s spreminjanjem namenske rabe zemljišč in tako naprej. Rezultat takega odnosa tako države kot družbe in posameznikov je pogosto razvrednoten prostor in okolje, so izgubljene razvojne priložnosti, draga in neoptimalno izkoriščena komunalna oprema, pogosto seveda tudi zelo pomanjkljiva komunalna infrastruktura in pa tudi zelo nizka stopnja družbenega konsenza in legitimnosti pri urejanju skupnega prostora ter relativna investicijska neprivlačnost. Skoraj največja nevarnost takega pristopa, po moji osebni oceni, pa tudi mislim, da še koga, je pa ta pravzaprav, da na nek način utrjuje prepričanje o medsebojnem izključevanju in nekompatibilnosti varstvenih interesov in razvojnih potreb. To prepričanje na to botruje mestoma neselektivnemu varovanju preširoko zastavljenih javnih domen in sumničavosti do vsega, kar diši po tržnem, po drugi strani pa seveda daje tudi zalet škodljivemu poenostavljanju in razgradnji javnega interesa kot reakciji na pogosto frustrirajoče investicijske zaplete. Ta začaran krog se potem seveda takole sklene. Dejstvo je, da zauzemanje takih skrajnih stališč ni produktivno. Prej, ko bomo ugotovili, da je za trajnostni razvoj, in govorimo sve točno o tem, urejanje prostora je njegovo usredno mesto in glavno orodje, se pravi, da je za trajnostni razvoj potrebno aktivno, poglobljeno, večplastno in pravočasno, predvsem pa konstantno delovanje in upravljanje, lažji nam pravzaprav bo. Za ta namen pa je seveda treba tistim, ki izvajajo te zahtevne naloge, zagotoviti ustrezna orodja. S tem smo spet pri uvodni misli o tem, da je zakon pravzaprav nek nabor orodij in pričujoči zakoni so mišljeni ravno kot nek tak inštrumentarij za urejanje prostora, odražajo vsa ta omenjena spoznanja in prinašajo neko drugačno miselnost oziroma bom celo rekel, jo morda ponovno vzpostavljajo, ker dejstvo je, da marsikaj od tega, kar imamo v teh zakonih, smo že imeli v nekih drugih časih in smo to mogoče malo zavrgli nespametno. Če z Barbaro, s katero sva pisala skupaj ta prispevek, izpostavlja del nekih novih inštrumentov, ki jih prinaša zakon o urejanju prostora in ključne cilje, ki jih tukaj želimo doseči, bi na prvem mestu to bila uvedba regionalne ravni prostorskega načrtovanja, s čimer želimo povezati občine med seboj in občine z državo, tako da se v pripravi regionalnega prostorskega plana sprejmejo ključne dolgoročne odločitve o razmestitvi dejavnosti in ureditvi v prostoru. Podrobnejšo namensko rabo, pogoje za poseganje v prostor, skratka to izvedbeno regulacijo bodo seveda še vedno določale občine v svojih izvedbenih prostorskih aktih oziroma občinskih prostorskih načrtih in podrobnih prostorskih načrtih. Pri pripravi občinskega prostorskega načrta želimo dvigniti zavedanje občin, da cilj sprejema OPN-ja, bom uporabljal kar kratice, seveda ni samo v nekakšni spremembi namenske rabe zemljišč, ampak gre za temeljni razvojni, pravzaprav dolgoročni razvojni dokument in je zato že pri njegovi pripravi potreben pogled vnaprej. Kdaj in s kakšnimi sredstvi bo občina zagotavljala komunalno opremo stavbnih zemljišč, kakšen bo strošek tega, kako bo zagotovila družbeno infrastrukturo, šole, vrtce, zdravstvene domove in tako naprej. Zato je kot obvezna strokovna podlaga pri pripravi občinskega prostorskega načrta poleg urbanistične in krajinske zasnove določen tudi tako imenovan elaborat ekonomike. Občine bojo po novem lahko sprejemale tudi tako imenovane odloke o urejanju podobe naselij in krajine, s katerim bodo določale pogoje za gradnjo objektov in izvajanje tistih posegov v prostor, za katere po gradbenem zakonu ni potrebno gradbeno dovoljenje, za izvajanje, se opravičujem, tako imenovanih negradbenih posegov, kot na primer oglaševanje, osvetljevanje, urejanje in vzdrževanje zelenega sistema, postavljanje pomožne kmetijsko-gozdarske opreme, vzdrževanje objektov in tako naprej, in bojo izvajanje tega odloka tudi same neposredno nadzirale. Zakon prinaša tudi vrsto inštrumentov na področju zemljiške politike, ki bodo pripomogli, da v občinah dolgoročno na razpolago večja količina ustrezno opremljenih stavbnih zemljišč in po ustreznih cenah. Tisti podatek dekana Mikoša o edinem upadu zemljišč za gradnjo stavb za cirka 17%, če se ne motim, je pravzaprav precej zgovoren. Vemo, da po nekaterih ocenah Svetovne banke potrebujemo pravzaprav dvakratnik oziroma trikratnik zaloge
stavbnih zemljišč za to, da lahko suportiramo nadaljen gospodarski razvoj. Stavbna zemljišča so namreč tista, kot to večkrat pove Leon Kobetič, ki bo danes tudi predaval, obsegajo mogoče samo cirka 3% površin v Republiki Sloveniji, se pa na njih ustvari 97% vsega družbenega proizvoda. Skratka, inštrumenti aktivne zemljiške politike naj bi aktivno pripomogli k temu, da bomo s temi zemljišči gospodarili ustrezneje. Jih seveda tudi primerno varovali skozi inštrumente, kot je uvedba gradbene parcele in soglasje za parcelacijo in skozi inštrumente za preskrbo s temi zemljišči. Tukaj smo predvsem prenovili obstoječe mehanizme razlastitev, predkupnih pravic in tako naprej. Zakon določa tudi dva ključna vira, to je komunalni prispevek in takso za neizkoriščeno stavbno zemljišče, in prinaša širok nabor ostalih inštrumentov, s katerimi bo omogočen oziroma samo dejansko omogočen, ne pa že zagotovljen, uspešen, dolgoročen in trajnostno naravnan prostorski razvoj kot temelj za zagotavljanje kvalitetnega življenjskega, bivanjskega in delovnega okolja. Ne nazadnje tukaj seveda velja omeniti tudi že danes parkrat izpostavljeno digitalizacijo. Celotna zakonodaja bazira na rešitvah prostorskega informacijskega sistema, skratka storitvah in podatkih v informacijski domeni, ki seveda zagotovo so ne ena, ampak skoraj edina prihodnost na tem področju. Gradbeni zakon je logično nadaljevanje zakona o urejanju prostora in je podlago za realizacijo osrednjega in najpogostejšega namena vseh naporov, ki jih imamo pri urejanju prostora, dejanske gradnje. Kljub tesni povezanosti z njim, se pravi zakonom o urejanju prostora, pa je filozofija gradbenega zakona nekoliko drugačna. Če je ZUREP namenjen oblikovanju odločitev ali sploh vprašanjem, koliko, kje in kako posegati v prostor kot omejen vir, v katerem se prepletajo različne tudi nasprotujoče si potrebe in interesi, je gradbeni zakon bistveno bolj operativen in usmerjen k doseganju izvedbe gradnje. Kot je že bilo poudarjeno, se v tej fazi ne bi več smelo dogajati, da si na ravni projektiranja in dovoljevanja posamičnih, pa še tako odmevnih ali pa finančno zahtevnih projektov postavljamo vprašanja, ki bi mogla biti razrešena na ravni razvojnega ali pa izvedbenega prostorskega načrtovanja. Namen gradbenega zakona je zgolj to, se opravičujem, da se zagotovi projektiranje, izvajanje in uporabo objektov tako, da bo zagotovljena njihova skladnost s preoblikovanimi družbenimi odločitvami o rabi prostora, ter da bodo z upoštevanjem bistvenih zahtev gradnje izpolnjene zahteve po varni in učinkoviti rabi objektov. Pri tem je ključno, da bo odločitev o dopustnosti gradnje prihaja z učinkovitimi upravnimi postopki, ki zagotavljajo varstvo javnega interesa, obenem pa vsem udeleženim, zlasti investitorju, omogoča učinkovito pravno in investicijsko varstvo. Gradbeni zakon zato vsebuje nekaj bistvenih izboljšav in novosti, med katerimi je prav omeniti spremembo soglasja mnenja in pa tako imenovano predodločbo. Drug ključni sklop je namenjen inšpekcijskemu delovanju in ukrepanju, brez katerega so vse poprejšnje ravni oblikovanja in sprejemanja odločitev v prostoru pravzaprav zgolj črka na papirju. Zakon se v tem delu, ne prvič sicer v zgodovini Slovenije, prav tako ukvarja s problematiko tako imenovanih črnih gradenj, vendar tokrat ne samo na sanacijski način, ampak dejansko na sistemski ravni. Tretji del zakonodajnega paketa je zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, o kateri je bilo danes tudi že nekaj povedano. Gre za materijo, ki je bila doslej urejena v zakonu o graditvi objektov, pa se jo je že pred desetletjem poskušalo urediti s posebnim zakonom. Zakon ureja pogoje za upravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti ter organizacijo, naloge, cilje in delovne področje obeh poklicnih zbornic. Ker gre za dejavnosti v javnem interesu, od njihovega kakovostnega izvajanja pa je v marsičem odvisno doseganje zgoraj opisanih oziroma omenjenih ciljev, je takšna zakonska ureditev zagotovo potrebna. Z njo pa smo se na področju urejanja prostora in graditve objektov odzvali tudi na ugotovitve o pretirani regulaciji poklicev v slovenskem prostoru. A to ni bilo storjeno z nekakšnim neselektivno deregulacijo, temveč smo z boljšo in sodobnejšo ureditvijo in ob velikem angažmaju obeh poklicnih zbornic razpolovili nabor reguliranih poklicev, obenem pa zagotovili višje standarde za njihovo upravljanje. Če se vrnem k uvodnim mislim o pretencioznosti označevanja veljavne, a ne še uporabne zakonodaje, ne samo, da bi bilo neprimerno trditi, da smo zdaj tukaj že dosegli v praksi neke znatne premike, zelo kratkovidno bi bilo tudi trditi, da nova zakonodaja vsebuje vse potrebne rešitve in da so vse te rešitve popolnoma prave. Gotovo nas v prihodnosti čaka še mnogo dela in sprememb, odgovorno in zrelo pa bi bilo, da se seveda teh lotimo na način nadgrajevanja in evolucije, ne pa kot že v preteklosti videno demontažo sistema.
Pri tem velja omeniti pa še dva potrebna napora. V znatni meri ostaja nerealiziran sklep vlade, ki je ob potrditvi izhodišč za pripravo pričujoče zakonodaje, to je bilo novembra leta 2013, od vseh resorjev, ki delujejo na področju prostora, zahteval, da tudi pri sebi pregledajo možnosti za izboljšave. Prostor in graditev namreč delujeta na preseku številnih drugih resorjev in področij, a se ost kritike pogosto ustavi le pri ožji gradbeni in prostorski zakonodaji, čeprav so pravi razlogi večkrat na strani področnih materialnih in procesnih predpisov. S tem je povezana tudi druga ključna ugotovitev in je tudi bila danes že, mislim, večkrat izpostavljena in je zelo na mestu. Bolj kot sami predpisi je za ustrezno implementacijo ključna organizacija njihovih izvajalcev. Že bežen pogled na številčnost ter funkcionalno, organizacijsko in teritorijalno razvejenost institucionalnih deležnikov pri urejanju prostora in graditvi objektov nas lahko navda z upravičeno skepso glede naše skupne upravljalske sposobnosti za izvajanje tako pomembnih nalog. Prostor je eden tistih resorjev, ki bi moral biti med najbolj zainteresiranimi in proaktivnimi pri naporih, da se državna in lokalna samouprava po zdaj že cirka 20 letih trenutnega ustroja preobrazi v učinkovitejši upravljalski sistem. Za začetek naj tako, seveda na koncu tega prispevka oziroma razprave, podamo apel, ki ga vztrajno ponavljamo ob sleherni priložnosti in ob predstavitvi te zakonodaje, namenjen pa je seveda predvsem občinam kot njihovim ključnim izvajalkam, sploh v prostorskem delu zakonodaje. Na načine, ki jih omogoča že sedanja zakonodaja na področju lokalne samouprave, naj čim bolj povežejo in koncentrirajo znanje, kadre, finance in izkušnje, tako da bodo lahko izvajali in uporabljene inštrumente, ki so na voljo. To vztrajno poudarjamo in seveda tudi z tega mesta bi to ponovil. Povzetek tega kratkega prispevka: nova prostorska in gradbena zakonodaja, sprejeta konec prejšnjega leta, vzpostavlja vrsto novih in izboljšanih inštrumentov na področju urejanja prostora in graditve. Z njihovo ustrezno uporabo bo mogoče bolje reševati vsebine, s katerimi se ukvarja urejanje prostora in graditev, doseganje ciljev trajnostnega razvoja oziroma zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja, ohranjanje kakovosti naravnega okolja in vzpostavitev pogojev za uspešen gospodarski razvoj. Še bolj kot sami predpisi pa so za ustrezno implementacijo odločitev ključni organizacija in usposobljenost njihovih izvajalcev. Govora je bilo seveda o institucionalnih ministrstvih, občinah in tako naprej, seveda pa ravno tudi z zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti polagamo znatne upe in pričakovanja tudi v sfero inženirjev, arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev. Hvala za vašo pozornost.